mišljeno na zgolj, da se ne poviša spodnja ali obe stopnji? Poglejte, mi smo v zakonu o izvrševanju proračuna to možnost odprli, zaradi tega, ker smo ocenjevali, da bomo enkrat prej ali slej izčrpali tudi vse možnosti na redukciji javne porabe. Mi smo bili šele na, recimo, prvi polovici te poti, jaz mislim, da bi morali tle več narediti in zato nasprotujemo v tem trenutku oziroma tako zgodaj posegu po tem inštrumentu, kajti zelo moti tudi, da je del javnega sektorja občutil krčenje po obsegu, del pa ne. In zdaj tisti del, ko ni, oziroma tisti del, ko je že občutil krčenje tudi na obsegu, recimo policija je tipičen primer, bo zdaj bil z ostalimi ukrepi tudi s posegi v plače dodatno prizadet vizavi podsistemov javnega sektorja, ki niso na obsegu za maso plač, ko govorimo o številu zaposlenih, praktično nič naredili. Kako pa generalno gledano ocenjujete skorajšnji dogovor sindikatov javnega sektorja z vlado? No, jaz sleherni dogovor pozdravljam. Mislim, da je tudi ta dogovor pomemben korak, vendar jaz se bojim, da ni zadosten korak. Še več, ta dogovor pravzaprav preprečuje neki diskusiji na to temo kar za leto dni in pol vnaprej. To se mi zdi pa, da je zanka, jaz bi se ji kot pogajalec probal izogniti. Lahko še na fiskalno se obračam pravilo. V petek naj bi glasovali že, ali bo po vašem mnenju spet kaj predstavljeno in do katere mere je SDS pripravljena popustiti? No, mi bi seveda se pogajali in pogovarjali, če bi se imeli o čem. Jaz mislim, da je proceduralno ta sprememba ustave tako daleč, da je ni možno spreminjati. Te, ki sanjajo o tem, da je to možno vrniti na ustavno komisijo in da ustavna komisija nekaj spremeni in potem to zopet obravnavamo, verjetno to ni v skladu s proceduro, kajti v tem predlogu se samo glasuje, ali se potrdi ali se zavrne in če se zavrne, v tem mandatu več ni možno na to temo spreminjati ustave. Torej, jaz mislim, da imamo relativno malo proceduralnih možnosti, torej zgolj to, da glasujemo o tem in jaz sem prepričan, da je v okviru ustavnega člena, ki govori tudi o izjemnih okoliščinah, moč najti sprejemljive ukrepe za to, če imamo konstantno določeno obdobje negativno gospodarsko rast oziroma recesijo, s tem nastopijo določene izredne okoliščine in v tem primeru lahko tudi srednjeročno velja ta pogoj uravnoteženosti javnih financ. Tako da jaz mislim, da je tudi možnost najti izhod iz te zagate, vendar moramo ga najti v okviru izvedbenega zakona, ne pa v okviru predstavljanja letnic uveljavitve te uravnoteženosti javnih financ. Tako da jaz pričakujem, da ne bo preložitve več. Jaz mislim, da se vsi, tudi vidim, da predsednik države počutijo tu izigrane, kajti eno so besede, drugo so potem dejanja in moramo res končno to poglavje zapreti. Gospod Vice, kaj pa vi menite o tem, premijerka je tudi pred nekaj minutami ponovno ponovila, da razmišlja o tem, da bi tožili bonitetno agencijo Moody's, ker nam je ravno v času odprodaje obveznic znižala bonitetno oceno. To je vedno iskanje vzrokov za lastne težave v tujini oziroma drugje. Jaz mislim, da se moramo predvsem zavedati težav in problemov, ki jih imamo v tej državi, ne pa razbijati ogledala, ki nam ga kdo nastavi. Tudi jaz mislim, da si bi s tako potezo in že s takjo napovedjo naredili več škode kot koristi, kajti marsikatera država oporeka bonitetnim agencijam, da so prepozne. Prepozno reagirajo, ko so težave že tu, šele post festum opozorijo za svojimi ocenami na to. Mi pa očitamo, da so prezgodaj ali pa v nekem napačnem trenutku posredovali te ocene. Ocene bonitetnih hiš so tudi namenjene temu, da se preprečijo določene negativne posledice zaradi pač trendov, ekonomskih trendov v posamezni državi. Tako da jaz bi svetoval vladi, da tehtno premisli tudi o negativnih posledicah takšne reakcije iz užaljenosti.